understand the New York Times effect on men, whether your brother, whether your mother, you're staying alive. Takole so pevci pevskega zbora Osnovne šole Šmartno pri Litiji pozdravili prihod predsednice Nataše Pirc-Musar. V Litiji in Šmartnem pri Litiji se učenja temeljnih postopkov oživljanja učijo vsi učenci starejši od 12 let. Projekt Generacija rešuje življenja želijo tako razširiti izven občinskih meja, tako da bi se oživljanja naučili vsi šolarji v Sloveniji. V zadnjih 3 letih smo preko našega projekta zapeljali vse osnovne šole v občini Litija in občini Šmartno pri Litiji in v zadnjem šolskem letu vključili preko 850 otrok. Ozavestili in dodali smo jim znanje iz temeljnih postopkov oživljanja, ki je sestavljen iz stisal, prstnega koša in uporabe zunanjega eksternega defibrilatorja. Definitivno pa upam, da smo pripomogli k tem, da bo naša družba bolj solidarna in da bomo skupaj pristopili k tistim, ki so najbolj nujni potrebni pomoči nenadno obolelim, pri katerih tako znanje naredi razliko med življenjem in smrtjo. Ob zastoju srca je ključno hitro ukrepanje, zato je pomembno, da temeljne postopke oživljanja spoznajo vsi, tudi najmlajši. Ja, meni se zdi dobro, da znam, kaj če en tom na tleh nezavesten, da ga lahko rešimo, ne? Predstavljam si, da če bi jaz bil nezavestnega, ki je na počitnicah, pa kaj takega, pa bi probal ga čim prej živeti, pa poklicati to ambulanco. Ne bo umrl, ker ga oživljam. V projekt je vključena zadnja triada osnovne šole. Njihovo učenje pa si je tokrat ogledala tudi predsednica države. Najbolj pomembno seveda je, da če znaš oživljati, lahko nekomu rešiš življenje. Ampak vendarle so take dejavnice pomembne tudi zaradi povezovanja mladih, ozaveščanja mladih, kaj pravzaprav skupnost pomeni. Z največjim veseljem kot predsednica Republike Slovenije podpiram ta projekt zaradi prej naštetih razlogov in resnično upam, da to ne bo projekt samo Zasavja, samo Litije in Šmartna pri Litiji, ampak da se bo razširil povsod po Sloveniji. Tako je, želeli bi si, da ta projekt postane nacionalen projekt, saj smo dokazali, da lahko z majhnim vložkom naredimo ogromno za celotno družbo. V letošnjem šolskem letu se nam pridružuje Zdravstveni dom Zagorje, Zdravstveni dom Trbovlje in Zdravstveni dom Grosuplje, ki bodo v svoje lokalno okolje že vpeljali ta sistem. Verjamemo pa, da bomo z vztrajanjem pri tem projektu pripeljali do tega, da bo postal nacionalen in da bodo vsi osnovnošolci v Republiki Sloveniji bili ozaveščeni o nudenju temeljnih postopkov oživljanja.